Danes s stripom potujemo v Afriko. Spoznavamo vsakdanje življenje tamkajšnjih otrok in se vživljamo v svet, ki je drugačen od našega. Hkrati pa zelo soroden v doživljanju in dogodivščinah otroštva. Stripe o Akisi je brala prisrčna Nika. Zdravo! Avtorica tega stripa, katere ime in priimek zelo težko izgovorim, zato se bom izpisal na ekranu, je zgodbe o Akisi črpala iz svojega otroštva. Ravno zato so tako polne humorja in naravne. Ker je to po svetu večkrat prevedeni in nagrajeni strip, so iz njega naredili tudi risanko. Pa jo malo poglejmo za priokus. Ah, ehi, fai sul serio? Lo so che mi nascondi qualcosa. Lo vado a dire alla mamma. Ci è mancato poco! Se mi zdi, da ko Akisi oživi, še bolj doživimo tanjen karakter, prisrčnost in iznajdljivost. Knjige so v izvirniku pisane v francoščini, kar je seveda odraz francoskega kolonializma v Afriki. Kako se to še danes odraža v vsakdanjem Akisinem življenju? Zala pozna ponoven odgovor na to vprašanje. Vpliv kolonializma se morda vidi najbolj v tehničnih ozirih, torej, da je uradni jezik tam francoščina. Predvsem pa jo odrasli vidijo kot obljubljeno deželo, deželo večjih možnosti in priložnosti. Opazimo v knjigi tudi, da ima veliko ljudi tam sorodnike v Franciji, kot na primer Akisi, ki ima tam strička, kateremu jo potem starši skupaj z bratom Fofano pošljajo v 6. razred osnovne šole. Prav tako, kot so nekoč poslali avtorico Marguerite Aboye. Hvala, Zala. Ja, to je strip, ki ga tudi zaradi takih vsebin priporočajo v šolah za medkulturno vzgojo. Ja, hvala lepa. Res zanimiv strip, sem kar malce se potopil v tole knjigo. No, zdaj pa še vprašanje. Kako Akisina zgodba povezuje osebno izkušnjo avtorice z zgodovino Afrike? A z vključevanjem kulturnih značilnosti Francije, B z rabo francoščine kot jezika zgodbe, C z upodabljanjem otroškega vsakdana v Afriki ali D s kritiko francoske prevlade? Spet smo na različnih bregovih. Rumeni pravite B, vijoličasti pravite C. Zgodba opisuje vsakdanje otroške prigode deklice Akisi v Afriki. Poleg kulturnih značilnosti in subjektivnih izkušenj avtorica z rabo francoščine posredno prikazuje tudi zgodovinski vpliv kolonializma v Afriki. Pravilen je odgovor B. Rumena tribuna in rumeni tekmovalci se že veselijo. Prebrane celice so jim namreč prinesle novih 5 točk.